Radioaktivna. V skupini Ana Pupedan, Marko na drugi strani. Zdravo. Pozdravljeni. V veliko čašo ste natočili življenje. Ja, in zdaj v veliko, mislim, boljše prevelika čaša, kakor preveliki čevlji, bi se reklo mogoče. Zdaj pa ja, po dolgem času smo se vendar nekako zorganizirali in spravili, da smo zdaj nekako tole našo peto ploščo spravili skupaj, no, bi se lahko reklo. Prvi komad pa je bil Življenja čaše, to je res prvi singel, ki smo ga nekako plasirali v javnost. Album torej že trka na vrata? Ja, zdaj mogo bi že biti, sam malo se nam je zavleklo za ovitkom, ker posneli smo ga že v začetku maja, je bil kar hitro končan, pol tudi master in mix. Sam pa je prišlo pa poletje, pa se malo napetost popusti, pa smo komi zdaj spet poprimili. Zdaj, ko gre poletje v koncu, tako da mislim, da zdaj pa bi mogel biti v kratkem tudi ta album nekje priti ven. 12 pesmi bo v naši kantine. Ja, tako smo se, ne v naši kantini, to je bil Otavijo Brajko, ko je bila plošča, naši v kantini je naslov plošči, to je velika razlika, no. To pomeni, da smo mi, naši, smo v kantini, oni so bili pa v naši kantini. Vsi pa vemo, kam radi greste. Ja, ne, to je malo povezano s tem, ker imamo tam naše nekako baza zadnja leta, prej smo imeli place, zmeraj smo bili noter, kot se reklo, v Dolesovi klepariji, s kamer sem jaz doma, no, tam so nas najrajš gostili, v naši bajti, sam pa zadnja leta smo pa zraven prav v ti kantini ali pa kleti 5x5 Velbani, tam smo celo mislili, da bomo ploščo posneli, najprej smo sam zvežbali, imamo pa tudi album Ovitek in tu je pokazal malo ta interjer pa malo detajle te kantine, naše kantine in nas v njej. Na ta način smo malo zastavljeni, ker nismo se pa mogli čisto imena nekako nismo najdli, pa smo dali pol naši v kantini. Prva skladba, ki je najavila, da delate novi album, je bila, kot si omenil, Življenja čaše, drugi sedaj pa je Brez krompirja. Ja, no, zdaj ta dva komada sta nekako, zdaj smo se odločili, da jih plasiramo, mogoče sta nekako reprezentativna, mogoče z te naše popedanščine malo bolj nove, je pa tudi drugih 10 komadov zanimivih so, mogoče je kakšni spet malo bolj oštri, malo bolj popedanski, je pa mogoče res, da je ta plošča malo bolj zrela, tako kar se popedancev tiče, da ni pa tudi produkcijsko malo bolj izčiščena, ko so bile prejšnje, ki so bile bolj DIY produkcija, kakor je mogoče ta, ki je posneta spet v studiu, kamor smo posneli prvo ploščo, smo se vrnili na kraj zločina izpred koliko že, 25 ali pa še več let, v Dekane, v Jadranu Ogrinu, no, v studio York. Jadran Ogrin je pa itak legenda slovenske in jugomuske, no, se je špilo od Kameleonov, pa pol še kar v nekih zasedbah in z Topičem in Tajmom in Karamelo in en kup muske je dal skozi, no, tako da smo se nekako vrnili k njemu v ta studio in se mi zdi, da se je tu kar nekako obrestovalo, da smo se dobro ujeli, pa tudi en drugega smo bili veseli po toliko letah, no. Pa tudi, da sploh, da je Jadran še aktiven, ker on je tudi že tam seče čez 70, pa še vedno kar sposoben, kar se tiče studijskega dela. Sicer tudi njegov sin je pomagal, Gabriel Ogrin, no, večino smo pa z Jadranom delali skupaj. Boste album pospremili tudi s kakšnim koncertom? Zdaj, koncerti smo jih imeli čez poletje, se je zdaj izteklo in smo imeli par koncertov v avgustu, v julija nismo igrali, smo bili na dopustu, zdaj pa nekako prav v planu imamo, mislili smo, da bomo že septembra zorganizirali to našo obletnico, tam se je zdaj stvar malo zavlekla, pa tudi se bolj nagibamo k temu, da bi se bolj bliže temu našemu 7. novembru, ker 7. novembra Ana Pupedan praznuje prav zares 30 let od prvih ustanovitvenih vaj, ko bi se reklo. Tako da mislim, da bo tam konec oktobra, začetku novembra ta velik koncert z gosti, tam bo enih
mislim, da bo kar dober ducat gostov bo z nami tudi tam prepevalo in da bomo ta koncert zastavili, kakor smo vse te naše obletnice, od 15. obletnice dalje. Zdaj drugače pa se bo še kaj najdlo, bomo tudi tam na Premskem gradu, sicer z Antev Pedantem, tam bolj v oktobru, zdaj septembra nekako. So vsi mislili, da bomo imeli obletnico, pa nas ni doben poklical za koncert. Tako da imamo pol v oktobru, že nekaj naštimanih teh špilov, pa v decembra, mislim, da četrtek, fantovski dan, mislim, da je to 8. decembra, bomo pa v Kino Šiška v Ljubljani imeli še pol predstavitev za predstolnico. Bova pa ta drugo vašo sedaj, seveda z novega albuma, 5. albuma po vrsti, spustila tudi našim poslušalcem. Zato, Marko, koliko bo letos krompirja? Ja, zdaj suša je bila, ne vem zdaj, kakšen je bil, ne vem, kako je bilo zdaj prva, super leki, tle nekako vseeno smo predelali v naših krajah, mislim, tu je mogoče izmeren tako kakšen komad nam malo tako rata, da se pol nekako posreči s trenutnim stanjem ali pa rata tak. Mislim, da je kar neka, vsaj po mediji vsi nam brundajo v eni krizi, pa tudi na nek način bo treba se kar samo skrbeti, no pa ljudje smo mogli malo začeti zavedati, da ni vse samoumevno, tako da ta komad mogoče malo kliče k temu, da se dajmo biti ponosni na tisto, kar imamo, kaj predelati tudi sami in na ta način je mogoče ta zadeva zastavljena. To je ekološki komad, ko bi se reklo, na nek način. Je pa tak, da malo je treba pojamrati tudi, ni vse lepo in z roscami poslano na tem svetu. Slabo se nam piše zdaj, vsem nam vlada car, brez vsakršnih manjer, odžira nam krompir, čudni cajti so zares. Tako so čudni, da sem sjabeč je ves, pritisk v glavi mi narašča zares. Še malo manjka, pa se užgo bom ko krejs. Sej brez krompirja bi danes težko shajali, brez repe zelja bi bil na tenku piskali. Vsak se zase bolj drži, s kavčam odrust deli. Kaj ti bo pamet zdaj, sej ta v modi nej, ne bet mona budi človek. Sej tu edino je, kar ostane tišjar, humanost tista je, ko druži nas šjar. Samo ona nosi razsvetljenje za vsja. Sej brez krompirja bi danes težko shajali, brez repe zelja bi bel na tenku piskali. Težko shajali, brez repe zelja bi bel na tenku piskali. Sej brez krompirja bi danes težko shajali, brez repe zelja bi bel na tenku piskali. Tam na hribčki bajtica lesla na kamen tram, na vrti rase vsjav, kar si želi srce. Zlota redkvica, kozarček rujnega, tu je nirvana ta, tu je nirvana ta in travca zelena.